Ripple, zato sem se odločil, da bom naredil en video, tehnično analizo Ripple. Tudi sam sem močno investiran v Ripple, sprav velik del mojega portfolija je v Ripple in ja, danes zjutraj sem se zbudil, kaj se zdaj to dogaja, malo smo bili vsi v šoku v kriptovalutah, ampak ko narediš tehnično analizo, v bistvu vidiš sploh, da je nek razlog za tem in bom razložil v naslednjih 5 minutah. Tukaj imam 4-urno karto Ripple dolar na, kje smo to, Bitfinex, tako je. In bom kar začel, se pravi naprej stavimo noter ključna območja, kjer imamo support in resistance, ki so te modra območja. Tukaj gleda cena, večkrat se odbila, enkrat, dvakrat, trikrat, močen volume tukaj, to je sigurno zelo močen support, potem tlele naprej, cena se je dvignila in ni mogla preko cene okrog evra, pa je to v dolarjih, 1,1 dolarja, in potem enkrat, dvakrat, in potem je postala ista support, ista cona tudi support, to je druga cona, potem tretja cona, zelo pomembna, kjer smo videli tudi danes odboj, ki je bila že tukaj na topu na konc leta, v bistvu danes spet, če nekaj narišem. No, kjer se je danes odbila sprava močna cona supporta in potem še naprej nekaj par con. Ena je tukaj, kjer je cena večkrat poskušala iti čez, enkrat, dvakrat. V bistvu že tukaj, tole je v bistvu najbolj pomembna točka v tem supportu, zato ker potem, ko je ceno zabil dol tle, je hotela iti nazaj gor, nazaj. Ampak se je nazaj dol odbila, enkrat, dvakrat, trikrat potrjena, plus še tukaj, ok, tukaj bil ekstrem, ampak je šlo nazaj gor. Tukaj še enkrat upošteva ta support. In potem gor še en zelo močen support je tukaj, kjer cena ni mogla iti skozi. Potem spet tukaj vidimo dol nekako bogato ceno. Kar boste opazili pri kriptovalutah je, da so vse nekako, to je tudi pri Forexu in pri ostalih zadevah, ampak še predvsem pri kriptovalutah, da se vse nekako dogaja okroglih številk, sprav. 3 dolarje, ponavadi v dolarjih, a ne sprav, čas imaš Pareto, zato ker je veliko, tudi pa evro in v dolarjih, potem vidiš, da gre do 1000 recimo evrov, potem tudi pri dolarju nekako imamo problem to prebiti, kar smo bili v zadnjih parih dneh, sicer je prebila, ne, ampak ja, se pravi, vedno so te velike številke 3, 2,5, 2, 1,5. In to dejansko tudi vidimo tle, na vseh teh supportih, ni naključje, da je, seveda ne moramo biti zdaj čisto točno reči, ok, točno pa ena se bo odbila, ampak nekje v teh conah, da sem jih tukaj napisal. Pravimo 0,66, močen support, 1,1, 1,6, tukaj je okrog 2, če lahko dodam. Pa potem naprej 2,5. In kar se pa zanimivo zgodilo tle pri May 3, je bil pa tako močen ta moment, da je prebil in potem sploh ni, ok, enkrat se je dotaknil samo trojke. Predvidevam, da potem, ko bo nazaj to gor šlo, se zna tam tudi malo ustaviti, ampak zaenkrat ni toliko, meje ni toliko boga, kot recimo pred 2,5, pa tako naprej. Ok, se pravi, to je ena stvar, ok, kje so zdaj supporti, to vidimo to. Druga stvar je Fibonacci. Fibonacci v bistvu potrdi te cone,
da bom kar postavil Fibonacci, damo tukaj od zadnjega lowa, to gor, in vidimo, kako lepo pade noter, sprav 0,5, točno na tej coni, kjer jo je upošteval, se odbil, in potem še enkrat je ni presegel, se pravi to kot strop. Potem še enkrat tukaj na 6,8 Fibonacci, vidimo tlele, da je upošteval, tlele še enkrat, in potem je imel breakout, se pravi, ker je šlo na korekcijo. In da naredimo še močnejši en Fibonacci, sem gledal do vseh teh, nekako, kjer se najbolj sklada, se zanimiv, prvotni vzel z tega, ampak kar se je tukaj dogajalo, je bilo zelo povezan z Bitcoinom, ampak ko povežemo s telim, se nam to samo še potrdi, tukaj vidimo, kjer je na manjšem Fibonacci 50, 0,50, tukaj 6,18, tukaj, kjer je nič, tale cena je tale 0,382, prav to so te močne cone. Ok, to je to. To je Fibonacci bom dal stran, zato da vidimo. Ok, kako se market obnaša, če spoznate, ali pa tudi, če se ne spoznate, vam bom razložil čisto osnova kjerkoli marketa, je to Forex, so to delnice, vse se nekako odvija v valovih. V bistvu imamo še boljše, ker imamo celo inštrument, ki to dela, Elliott Wave. Vse se odvija v valovih. Ponovadi imamo v marketu, to je povprečje, lahko jih je več, ponovadi imamo 5 valov, to je, lahko so 3, lahko jih je 7, če je zelo močna bullish market, lahko jih je 9. Ponovadi povprečje je 5. In tukaj, če pogledamo ta naš Ripple, o katerem vsi govorijo, zadnje cajte, rightly so, lahko vidimo, da dejansko se vse lepo sovpada. Če gledamo večji time frame, smo pravili z enim ciklom, glavnim ciklom, seveda, zdaj vsak ta cikl ima tudi več manjših ciklov, da če bi šli pogledati, vsak kos je sestavljen z večjih, tukaj že na prvo oko vidimo, ok, tlele 1, 2, 3, skupaj niso zmer čisto točno 5, ampak če vidimo ta vzorc, na to vsi traderji gledajo, to je res Elliott Wave, lahko si preberete več o tem, ampak to so neke cone, ki so zelo močne. In kaj potem prije se pravi tem, ko imamo 5 valov gor, se najpogosteje zgodi korekcija, kar se je tudi danes zgodilo. V bistvu se dogaja že kar par dni, ampak danes še sploh korekcija, in korekcija je ABC. Pravi je šlo dol, zdaj ja pravim, da se tle cena že ustavlja, a gre lahko to še nižji, seveda, da se sprašujem, a gre to lahko še nižji, a gre lahko ta korekcija še dlje. Lahko, seveda, tle je zdaj več možnih situacij, kaj se bo zgodilo, ne. Ampak preden gremo v to, bi rad ustavil noter še par trendlineov. Pogledamo. 1, 2, 3, ko bomo imeli te trendline noter, bomo še bolj razumeli to. Se pravi, če pogledamo generalno, je šlo to gor, če sledimo tej modri črti, to nekako šlo gor, pogledamo te higher high, higher high, higher high. Nekako sem dal to usporednico, ki je nekako ne gre čisto ob nej, to je samo bolj za občutek. Lahko da tudi malo ven, da to se bo lepše videlo. Gre to gor v eno valovo, temu se tudi reče flag. Temu tudi rečejo flag, se pravi, ko gre market gor in potem korekcija dol. Ok, mogoče bo vrtem, ker
več to naredim. Vsakeč, ko imamo market, ko gre gor, imamo potem to situacijo teh manjših valov, ampak temu se reče flag, ko pridemo do te situacije, ko se to market umira. To je vedno pri marketu tako, da gre gor in potem počiva in gor in počiva. In potem, če gre zelo, zelo dolg časa gor, dlje časa počiva, kar pomeni, da ima pol v stran, gre cena v stran. Zato sem navajen vseh teh izrazov v angleščini, tako da mogoče je malo smešen, kako se izražam, zato ker vse te izrazi se vidijo, ki gledam za izobraževanje, vse v angleščini, tako da so besede, ki jih poznam, bo support in resistance, tako da poskušam za slovenskimi, ampak ne poznam slovenske terminologije za tradanje. Se pravi, tle vidimo, ima ta glavni val gor in zdaj ima to korekcijo, ali flag, bi lahko temu rekel, ali v Elliott Wave je to ABC. In res je taka zelo, zelo lepa struktura, tako da če pogledamo še bo še lepši izgleda, še gremo ven. Dejansko je res to izgleda točno kot zastava flag, gre gor, dol. To je bullish flag, imamo dve, se pravi tako, gre bullish flag. To in potem se in potem gre gor. Bullish, se pravi big, ko gre market gor in isto imaš, ko gre dol. Se potem poravna in gre dol. Ja, pa naj še povem, da to ni na svet, traderski, to je samo moj pogled na market, zdaj to noben signal, ok, zdaj pa pejte noter, zdaj pejte ven, to je so finance so vaše finance, tako da sami odgovarjate za njih, to je samo moj pogled na market. Se pravi, če gremo zdaj na to pomembno vprašanje, kaj se bo zdaj s ceno dogajalo. Zato, ker imamo tle toliko močno cono, kjer se je to odbil, zato, ker smo res naredili tak zelo lep Elliott Wave, za res prav to šolsko ABC korekcijo, lahko bi šli na internet pa pogledali Elliott Wave. Boste dobili točno to formo, res je prav šolska forma Elliott Wave, kar mi da veliko zaupanje to, da v bistvu je to, da smo končali z retracing, ali pa z to popravo cene. Ampak seveda je market nepredvidljiv, tako da se lahko vse zgodi, ampak zdaj, kaj kot traderji moramo gledati. Ok, se pravi, tukaj je, če gremo v korekcijo, gledamo te pomembne erije, pomembne cone in kaj se dogaja s ceno tam. Tukaj vidimo, da je danes že poskusil prebiti tole ceno in prvič ni uspel. Če je ne uspe drugič, bo imel double top, se temu reče. Kar zna biti znak, da hoče mogoče ići nižji. Če testiraš še tretjič, potem bi bil malo bolj skrbeh, da bo šlo to dol, ampak zaenkrat, ko gledam ta market, res nima nobenega razloga, da bi mislil, da bo to šlo dol. Zgleda res to čisto kot sam nekako correction, preden gre market še višji. To je gledano iz te karte tehnične analize, je to, kar nam cena govori in sama analiza. Seveda se lahko zgodi, da gre še nižji. Mislim, da ne. Ampak čisto možno pa, da se to tudi zgodi. Se pravi, moramo gledati te cone. Ta cona je zelo pomembna. Naslednja, kaj se bo dogajalo s ceno tukaj gor. Kakšen bo momentum. In tudi, če pogledamo še eno stvar, zanimivo, še bližji v 1 urno, tudi vidimo, tudi tlele se dogaja. Vse na marketih se dogaja v valoveh in tudi tlele enako. 1, 2, 3, 4, 5. Tukaj bomo šli malo gor, pretestirali še enkrat. Če ne prebijamo, bomo šli spet malo v korekcijo. Še enkrat poskusil. Prijeti višji in višji. Bo pa to zdaj, ne pričakujem, da bo to se zgodilo zdaj v naslednji uri, naslednjih 2 uri, naslednjem dnevu. To bo trajalo.
malo dlje, zato ker je to korekcija na 4-urni čart, zato ker je to korekcija na kompletno to strukturo. Ker vmes imate, tudi če greste pogledati bližje, imate korekcije, manjše korekcije, ki se mogoče dogajajo pol ure, 1 uro, ne, ker vse gre v teh valovih. Ampak to je korekcija kompletne cene, kompletnega tega valova, se pravi vse iz nazaj od prejšnjega meseca, kar v bistvu ni dolg, ne, če pomislimo, da je šlo iz 25 centov v 3 ure, ampak prejšnjega meseca, v enem mesecu je šla to gor, sprav to pričakujemo, lahko da bude kar nekaj časa trajati. Preden pride spet tista prav market bullish, ko gre lepo na gora, ne, kar vsi seveda hočemo, da gre gor naprej. Ok, to je bila moja analiza. Upam, da ste kaj odnesli od tega, če imate kakšno vprašanje, prosim, kar pod video ali pa kar lahko me tudi na privat kontaktirate. Ok, ajde, čau.